Po nedavno izglasovanem sklepu v državnem zboru danes začenjajo teči roki za volilna opravila za referendum o arhivski noveli. Na omenjenem referendumu bodo državljani odločali 8. junija, razen če ne bo ustavno sodišče odločilo drugače. SDS namreč napoveduje, da bo odlok, s katerim je državni zbor razpisal referendum, poslala v presojo ustavnemu sodišču. Ljubljansko višje sodišče je po neuradnih informacijah potrdilo prvostopenjsko sodbo v zadevi Patria, je za STA povedal odvetnik Toneta Krkoviča Jože Hribernik. Kot je znano, je okrajno sodišče v Ljubljani junija lani predsednika SDS Janeza Janšo obsodilo na 2 leti zapora, prokurista Rotisa Ivana Črnkoviča in brigadirja Toneta Krkoviča pa na 22 mesecev. Zaradi odločitve višjega sodišča v zadevi Patria, SDS se neuradno sklicuje izvršni odbor stranke. V službi za odnose z mediji SDS informacij zaenkrat ne zanikajo in tudi ne potrjujejo. Novi zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno bo med drugim zvišal globe za šušmarje, nadzoru pa se bo pridružila Carinska uprava Republike Slovenije, ki je s svojimi mobilnimi enotami na terenu prisotna že zdaj, zaradi česar se pričakuje še večja učinkovitost nadzora, so sporočili iz Tržnega inšpektorata Republike Slovenije. Tržni inšpektorat je letos na področju nadzora nad opravljanjem dela na črno opravil 2281 inšpekcijskih pregledov ter izrekel 214 upravnih in 401 prekrškovni ukrep. Nadzor redno opravljajo tudi v popoldanskem času, saj posamezniki še vedno stavijo na dejstvo, da inšpektorji popoldne ne delajo, pravijo na inšpektoratu. Nadzorni svet nove KBM se je na petkovi seji seznanil s prvo informacijo o poslovanju banke v prvem 3-mesečju letos ter letnim poročilom banke in skupine za lansko leto. Banka bo prve rezultate objavila v sredo, za zdaj pa so pojasnili, da so ti pozitivni in sledijo napovedim o predvidenem letošnjem čistem dobičku v višini 8,4 milijona evrov. Nadzorniki so med drugimi aktualnimi temami obravnavali tudi strategijo banke pri prestrukturiranju podjetij ter se podrobneje seznanili s temi postopki v 15 družbah. Ocenili so, da aktivnosti banke na tem področju potekajo dobro in v smeri, da se družbam v čim večji meri zagotovi odplačilna sposobnost in na prihodnje poslovanje. Po izvolitvi Zorana Jankovića na čelu Pozitivne Slovenije vladna koalicija ugotavlja, da vlade ni več in da je čim prej treba na predčasne volitve. Nasprotno pa Zoran Janković vztraja, da je mogoča tudi druga pot. Za popoldne je sklical sestanek članov sveta stranke, kjer ne bi znova govorili o tem, da bi Bratuškova še naprej vodila vlado. Možni sta 2 poti, ali se razidemo ali pa se poenotimo, pravi novi stari predsednik Pozitivne Slovenije, ki je na sestanek povabil tudi Bratuškovo. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami. Pogostejše bodo popoldne, ko bodo tudi posamezne nevihte. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 14, najvišje dnevne pa od 15 do 21 stopinj Celzija. Danes v dnevniku televizije Maribor. Čigav je del osrednje mariborske avtobusne postaje. Manj streljanja ob praznikih, manj strahu za domače živali. Maribor vse bliža ohranitvi naslova državnega prvaka. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.